Hvala lepa za besedo. Zdaj imam tremo, ker imam občutek, da moramo dobro prodati. Hvala lepa tudi za organizacijo tega dogodka. Tole je zdaj res vroč dogodek v tem smislu, da je knjiga tako rekoč včeraj izšla in avtorji jo ta trenutek prvič vidijo. Razen mene, ki sem se nekaj več ukvarjal s tem v uredniškem smislu. Knjiga je, kot je bilo rečeno, rezultat dela programske skupine Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije. V Sloveniji je raziskovanje organizirano tako, da Agencija za raziskovalno dejavnost financira bodisi konkretne projekte, hkrati pa tudi programske skupine, ki pomenijo neko daljše financiranje za bolj temeljno raziskovanje. In Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije je programska skupina, ki je dobila financiranje za 4 leta. In zdaj imamo k sreči podaljšanje. Po 4 letih smo se v programski skupini usedli, poskušali potegniti črto pod našim delom in se nam je zdelo primerno, da po tem nekem časovnem mejniku pokažemo, kaj smo v tej programski skupini delali. Zdaj povezuje nas seveda ta osnovni naslov programske skupine in pa 5 temeljnih stebrov. Vsak od nas se ukvarja z različnimi temami. Teh 5 stebrov so sledeči: avtonomija in identiteta, ki je mogoče najbolj širok tematski fokus, potem migracije, intimnost, religija in kultura. In ko smo v programski skupini razmišljali, kaj bo rdeča nit knjige, kjer se avtorji ukvarjamo s tako različnimi tematikami, je relativno hitro postalo jasno, da tisto, kar nas poleg globalizacije, ki jo imamo v naslovu programske skupine, povezuje, je vprašanje identitet. Nekateri se ukvarjamo z manjšinskimi identitetami, drugi se bolj ukvarjajo z večinskimi identitetami, ampak vse nas nekako povezuje to vprašanje identitet. In vsi smo se ukvarjali z različnimi identitetnimi skupinami na različne načine v tem zadnjem obdobju, ki pa je bilo, kot veste, obdobje najrazličnejših kriz. Finančna kriza nam verjetno najprej pride na pamet, ampak lahko govorimo še o kakšnih drugih političnih, ideoloških, kulturnih in podobnih krizah. In ta knjiga, ki je zbirka razprav, ki so metodološko, vsebinsko precej raznovrstne, vendarle kot rdeča nit povezuje prav to vprašanje, kaj se dogaja z različnimi identitetnimi skupinami, ko se stvari lomijo, prelomijo, spreminjajo v družbi. Sestavljena je iz 3 delov. V prvem delu naslavljamo večinske identitete, specifično evropsko identiteto, ki je recimo zdaj seveda zaradi Brexita in podobnih dogajanj mogoče ponovno v ospredju, pa slovensko identiteto, slovensko nacionalno identiteto. V drugem delu knjige se ukvarjamo z manjšinskimi identitetami, od verskih, etničnih, spolnih, seksualnih in tako naprej. Čisto na koncu pa te manjšinske identitete postavljamo še v kontekst kulture, ki je eden od pomembnih elementov izgradnje in ohranjanja identitet. In zdaj bi v nadaljevanju na kratko predstavili vsebine teh posameznih poglavij. Jaz prosim kolegice in kolege, če ste lahko kratki, s ključno vašo tezo in idejo, ker bi mogoče bilo bolj zanimivo poslušati pogovor ali pa odgovarjati, če na kakšno vaše vprašanje, kot pa da tukaj vsak mini predavanje naredi. Pa knjiga se bo bolje prodavala. Prvo besedilo v knjigi je besedilo Damjana Mandelca o globalizaciji v 21. stoletju. To besedilo nekako odpira ali pa postavlja kontekst celotni razpravi, vsem ostalim razpravam v knjigi. Zdaj, ko je bila ta programska skupina naša ustanovljena, ne pred 4 leti, že nekaj časa nazaj, je bila seveda globalizacija ena od pomembnih tem raziskovanja v sociologiji na splošno v družboslovju. Takrat so obstajale različne ideje, nekatere tudi zelo pozitivno naravnane ideje v smislu, kaj vse bo globalizacija prinesla, kako se bodo stvari spremenile na bolje. Obstajali so seveda tudi nasprotni, kritični glasovi. Občutek imam, da ti zadnji, v zadnjem času so nekako bolj v ospredju v tem smislu, da so
da so bolj natančno znali določiti, kam ta globalizacija lahko pelje. Govorimo zdaj tudi o procesih deglobalizacije in tako naprej. Kaj se dogaja zdaj s to globalizacijo danes, v 21. stoletju, po koliko? 20, 30, 40 letih ukvarjanja s tem vprašanjem, predvsem v odnosu do nacionalnega, ali pa, če vprašam v kontekstu naše knjige, globalna identiteta je možna, obstaja v odnosu do nacionalnih identitet. Kompleksno vprašanje. Ja, pa kratek odgovor. Najprej lepo pozdravljeni. Ko je kolega Roman, gospod dekan, omenil besedo trema, sem jo dobil, tudi jaz. Sicer pa, v tem svojem poglavju oziroma prispevku sem skušal upraviti nekak pregled teh teoretizacij, globalizacije v zadnjih nekaj desetletjih. Bilo je precej del spisanih kot kritika globalizacije, bile so pogosto tako zelo ideološko kontaminirane. Obenem so različni avtori in avtorice prehajali do precej različnih zaključkov. Vsem, sploh tem recimo vidnejšim teoretikom, kot so Bauman, Beck, Held in drugi, je skupno to, da so ugotovili, da globalizacija precej bolj kompleksen proces, kot so nekateri sprva domnevali, oziroma da jo ni mogoče, da jo ni smiselno oziroma korektno reducirati zgolj na predvsem ta ekonomski vidik, ampak da obstajajo okoljske, politične, kulturne, skratka set globalizacij, ki jih drugo skozi drugo ne moramo razumevati. In jaz sem si nekje v tem prispevku zastavil nalogo, idejo, da ob tem, da pogledam, kako je s temi ključnimi koncepti, teoretskimi pristopi v globalizacijskih študijah, da nekako pogledam tudi, kaj se je dogajalo v tem slovenskem prostoru, ki nas, tudi kot članice programske skupine, verjetno še posebej zanima. Ugotovil, da je mogoče to obdobje po osamosvojitvi razdeliti v dva dela, dve časovni obdobji. Prvo, torej neko državotvorje, ko je Slovenija skušala svojo državo uveljaviti na zemljevidu sveta, in potem po vstopu v Evropsko unijo in potem s to serijo kriz, 728 ekonomska kriza, potem migrantska kriza, kriza evropskega integracijskega procesa, ko je nekako svet prihajal k nam, ko smo bili priče procesom evropeizacije, globalizacije in smo lahko nekako spremljali odzive na te vplive, ki so prihajali iz drugih delov sveta. Skratka, na eni strani sem ugotovil, da večina teh ključnih konceptov, ki zaznamujejo globalizacijske študije, kot so kompresija časa in prostora, globalna vas, homogenizacija in tako naprej, da so bili pretirani, da v resnici globalizacija ni prinesla standardizacije oziroma nekega kulturnega poenotenja. Mnogi avtori so govorili o dobi McDonaldizacije oziroma amerikanizacije, pozahodničenja oziroma westernizacije. Izkazalo se je, da imajo seveda tudi nezahodne kulture vpliv na zahodno, da prihaja do nekih interakcij, da se vzpostavljajo neke nove hibridne identitete, da se v resnici odpira priložnost za neko bolj kozmopolitsko videnje, razumevanje sveta in absolutno obstajajo skupine ljudi, ki so participirali, ki so pokazali, da je lahko globalizacija tudi dobra. Študentje, poslovna sfera, akademiki, ampak na drugi strani seveda ljudje na robu, periferija, polperiferija, če Wallersteina uporabim, je v resnici ugotavljala, da globalizacija prinaša več negativnih kot pozitivnih posledic. V tem kontekstu govorimo o neizmerni moči največjih držav, korporacij, ki so seveda te najšibkejše družbe postavljale še bolj na obrobje, govorimo o procesih neokolonializma in tako naprej. In se mi zdi, da slovenski kontekst v tem pogledu se ne razlikuje prav zelo od drugih držav, recimo srednje vzhodne Evrope, ki so se v tem obdobju, ko je bila globalizacija na vrhuncu, obenem transformirale, torej so bile v procesu neke družbene tranzicije od enega drugemu družbeno, političnemu, ekonomskemu sistemu. Obenem smo naleteli na nek paradoks, da so te države odhajale iz nekih več nacionalnih imperijev, federacij, kot je bila Jugoslovanska, Sovjetska zveza, zato da bi se priključile novim federacijam, nekim novim nadnacionalnim skupnostim v imenu tega, da zaščitijo svoje nacionalne identitete, nacionalne tradicije in tako naprej.
Mogoče na tej točki naredim piko, da damo prvi krog vsem ostalim, pa potem naprej. Si mi dal dobro izhodišče s to Jugoslovansko federacijo, ker se me namreč res želel omeniti pri tekstu, ki ga je napisal Marinko Banjac. Ko sem ga namreč prebiral, sem se spomnil, govori o evropski identiteti, kolektivni evropski identiteti, sem se spomnil na to, kako je bilo v času Jugoslavije možno, da si izbral, da je v tvojem potnem listu, pa verjetno tudi na osebni izkaznici, pisalo, da je tvoja nacionalnost jugoslovanska, ne slovenska, hrvaška, srbska, ampak jugoslovanska. To je bilo verjetno tudi do določene mere pač politična odločitev. Zdaj, ko govorimo o Evropski uniji, je tudi neka taka federacija, ne vem, če lahko izberemo, mislim, da ne, da na osebni piše, da je moja nacionalna identiteta evropska, ampak ti si se v svojem delu ukvarjal prav s tem razmerjem evropske identitete v odnosu do nacionalnih identitet in zdaj, ko vsak večer dihamo in se bojimo za zdravje in življenje Therese May, to vprašanje na nek način postaja vse bolj aktualno zaradi tega, ker prav na primeru Brexita seveda so različne dimenzije tega fenomena oziroma tega procesa, ki očitno se nikoli ne bo zgodil, čeprav se bo zgodil zdaj, ampak ena dimenzija je prav ta nacionalna dimenzija. Nekaj, kar se je recimo v Veliki Britaniji pravzaprav že v 90-ih pojavilo, tisti, ki smo odraščali v tistem času, in poslušali recimo Oasis, si kupil CD in je gor, se spomnim, da je bila nalepka Buy British. In takrat ne vem, če sem se čisto dobro zavedal, kaj to točno pomeni, ampak tukaj je šlo spet za neke ta razmerja med nacionalizmi, nacionalnimi identitetami in kakšnimi nadnacionalnimi identitetami. Torej, kaj se zdaj dogaja s to evropsko kolektivno identiteto? Hvala za vprašanje, pa beseda. Ja, mene Brexit pravzaprav malo spominja na čakajoč Godoja, ker je na koncu tisto znano greva in sta stala. Skratka, te lahko parafraziramo točno to, da v bistvu se odločajo gremo in so stali. Ampak ja, kar se tiče pa v bistvu razmerja med evropsko identiteto pa nacionalno identiteto, je definitivno to zdaj čas, ko lahko opazujemo pravzaprav zelo izrazit premik v diskurzu in tudi skozi prakse in podobno v ta nacionalni ali pa nacionalistični okvir in diskurs, na drugi strani tudi, ali pa s tem povezano pravzaprav tudi anti-EU migracijo. In jaz bi dal glede tega dve izjavi. Čisto za uvod, mislim, da se Evropa premika v smeri vračanja k nacionalnim državam in mi smo del tega velikega političnega gibanja, ki to vračanje podpira. Naš cilj je preoblikovati Evropsko unijo v sodelovanje med narodi, ne pa takšna evropska superdržava, kot jo imamo sedaj. In druga izjava, trdno sem prepričan, da je ravnanje gospoda Orbana v minulih letih lahko za zgled celotni Evropi. Tako se zaščiti svojo državo, tako se zaščiti svoj narod. Če bi celotna Evropska unija tako ravnala, vseh teh težav, nevarnosti, smrti, trpljenja, terorizma, čemur smo bili priča v minulih letih, nikoli ne bi bilo. Te dve izjavi itak nista moji. Prva izjava je izjava Marine Le Pen, francoske voditeljice, francoske stranke Nacionalni zbor, prej Nacionalna fronta, in druga izjava je pravzaprav včerajšnja izjava, tako Branko Grims na Odmevih. In obe izžarevata točno to dilemo ali pa točno ta problem, ki ga je mogoče detektirati trenutno, in sicer v bistvu porast nacionalizmov v povezavi z anti-EU, anti-evropsko retoriko. Hkrati imamo pa tudi klice ali pa kontraklice po še več Evropi, po še več integracij. In to je ta pravzaprav binarizem, dilema, ki sem jo vzel kot izhodišče. In sem pravzaprav potem v svojem prispevku skušal razmisliti ali pa pokazati neko historično dimenzijo te dvojnosti, te vprašanja nacionalnih identitet in na drugi strani pravzaprav nacionalnih identitet. Zdaj, da pravzaprav ne bom šel skozi celo to neko genealogijo, če recimo skozi prste lahko to rečemo, potem bi v bistvu zgolj lahko omenil, da sem ugotovil, da obstajajo ali pa nekako detektiral
pravzaprav pet različnih tokov, 5 različnih usmeritev, na kakšen način je mogoče pač to neko evropsko identiteto v različnih historičnih trenutkih percepirati. Eno je evropska superiornost, druga je ogroženost Evrope, potem je Evropa v tokovih globalne modernizacije, Evropa kot ena od mnogih regionalnih kolektivitet in Evropa kot notranje heterogena. Skratka, tukaj imamo 5 različnih diskurzov, perspektiv, kako so se v zgodovini artikulirale evropske samoidentitete in kar je pomembno, pa mogoče tudi to postavim trenutno v fokus, skratka na tej predstavitvi, da se je skozi različne historične kontekste od recimo 18. pa 19. stoletja, gradnja tudi nacionalnih identitet pravzaprav ves čas navezovala tudi na evropsko zavest, na evropsko identiteto in tako naprej. Skratka, ne gre za tako enostavno zgodbo, kot se skuša zdaj prikazati. Zdaj se skuša prikazati, kot da je obstajalo nacionalno obdobje, ko je prišlo do porasta nacionalnih in ustvarjanja nacionalnih držav in je bila evropsko vprašanje, evropska zavest, evropska identiteta čisto zanemarjena. Potem po drugi svetovni vojni se zapusti teren nacionalizma, nacionalnih držav, gradnja evropske, nadnacionalne identitete in zdaj zopet premik v obratno smer, zopet porast nacionalizmu. Ta zgodba je preveč linearna, je preveč enostavna. Kar sem v bistvu v prispevku skušal pokazati, je to, da se v različnih obdobjih pravzaprav ves čas ta dva pola medsebojno oplajata, med drugim, recimo, če dam primer, Giuseppe Mazzini je tudi v času izgradnje Italije razmišljal tudi o evropski identiteti, evropski zavesti in podobno. Želel sem pokazati, da je tudi potem po drugi svetovni vojni seveda prišlo do recimo temu umika evropske, nacionalne identitete, nacionalističnih diskurzov, kar pa ne pomeni, da v bistvu pri izgradnji ali pa v času formiranja evropskih integracijskih procesov ni vseeno obstajala tudi ta mentaliteta, ki je prodirala v izgradnjo evropskega prostora, recimo temu. Sploh Schumanova deklaracija je zelo značilna, da je tipično razumljena kot nekaj, kar zapušča teren nacionalizmov, hkrati pa ohranja vseeno v določenih elementih to retoriko nacionalne identitete, med drugim ta zamejenost teritorija, pa skupnost politična in tako naprej. Skratka, več je teh elementov, ki pravzaprav počasi ali pa še vedno tudi v njegovi tej deklaraciji črpajo iz mentalitete, recimo temu, ali pa diskurza nacionalnih držav. Da pravzaprav probam zaključiti, kot rečeno, želel sem samo pokazati, da skozi različna zgodovinska obdobja se to vprašanje evropske identitete, pa nacionalne identitete, izgradnje evropske zavesti in nacionalnih okvirov ves čas medsebojno oplajala, prepletala in tako naprej, in da je zgodba veliko bolj kompleksna, kot pa so te poenostavljene naracije, ki jih je mogoče zdaj opazovati. Vsekakor pa v bistvu lahko rečemo za sodobne nacionalizme, ki smo jim priča zdaj, lahko trdimo, da je retorika reartikulirana, predrugačena, naslavljajo, kot rečeno, tudi evropske integracijske procese, recimo zavračajo Evropsko unijo kot projekt elit, hkrati zavračajo gradnje evropske identitete v bojazni ali pa s tem izgovorom, da se brišejo nacionalne vezi, čustva, in skratka te desničarske retorike ali pa diskurzi vidijo, če že evropsko združevanje kot skupen civilizacijski okvir, ki ponuja možnost sodelovanja narodov. In definitivno lahko vidimo pravzaprav kot še v zaključek, kako trdoživa je nacionalna država skozi različne zgodovinske obdobja in tudi jasno danes, in kar je seveda še pomembno, da pravzaprav lahko opazujemo tudi danes zelo izrazito izključevalno nacionalistično retoriko, ki seveda vsebuje tudi elemente drugih izključevanj, ne zgolj na osnovi nacionalizma in ne samo v imenu nacionalizma, kar je
še toliko bolj problematično in nevarno. Hvala, Marinko. To je besedilo, ki je prvo naslavlja večinsko identiteto, torej evropsko. Ana Ješe Perkovič pa se ukvarja z drugo večinsko slovensko nacionalno identiteto. V tvojem besedilu, v katerem postavljaš to nacionalno identiteto v kontekst zadnjih dogajanj v Sloveniji, predvsem te ekonomske krize, me je pravzaprav na nek način mogoče najbolj presenetila, na nek način drzna teza, da ta finančna kriza oziroma gospodarska kriza v Sloveniji ni nujno izvala ksenofobije v teh identitetnih bojih, ki se ponavadi zgodijo, ko imamo klasično ekonomsko krizo, ko manjšinske identitete postanejo grešni kozel v odnosu do večinske. Ti pa, zanimivo, praviš, ne nujno. Ja, ampak tukaj te moram popraviti. Tle sem v bistvu citirala Tjašo, kolegico in sebe. Mi dve s Tjašo smo namreč to tezo že postavili v enem članku, ki so nam ga objavili v Nationalities Papers, tako da so tudi tam že šlo skozi budno oko urednika in so se očitno strinjali oziroma so nekako pripoznali to tezo. Jaz sem jo tukaj vključila noter, zato sem jo potem hotela pa nadgraditi z nadaljnim dogajanjem v Sloveniji. Pa da mogoče sam na hitro povzamem, da boste vedeli, zakaj gre. Mi da sva pisali o tem, da se je v času gospodarske krize v Sloveniji zgodila en tak fenomen, ki se ponavadi ne zgodi v času krize, kot si že omenil, da pač se najde grešnega kozla v manjšini. Tukaj na primeru delavcev migrantov iz držav nekdanje Jugoslavije temu ni bilo tako. Kako sta to dokazali, se boste pogledali pol v knjigi, zato jo kupite, ne? Ampak, skratka, prišli smo do tega, da dejansko se ta večinski del, pa javno mnenje, to smo tudi skozi javno mnenje, ki so ga merili, in tož, in mediji in tako naprej, pokazali, da dejansko je bilo sočutje s temi delavci, izkoriščanimi, niso imeli plačnih prispevkov, kršene so bile pravice, izkoriščali so jih in tako naprej. Tudi zato, ker se je večinsko prebivalstvo počutilo na enak način v času gospodarske krize, v bistvu izdano strani svojih političnih elit. In se je v bistvu ta vertikalno zaupanje takrat prelomilo. Zato so bili potem tudi protesti, dobro, Janša na oblasti in tako naprej, vse skupaj je potem izvalo proteste. Potem pa mene naprej zanimalo v tem članku, kaj se je pa potem zgodilo, ko pa prišlo do begunske krize, če lahko imenujemo, ko pa kar naenkrat smo našli zopet tega drugega. Identiteta se namreč konstruira napram drugemu in ta drugi so bili begunci. Je sicer malo bolj kompleksno, smo imeli komunitarne organizacije, pa en del javnega mnenja naklonjen, da se pomaga beguncem, je bilo pa veliko takih, ki so bili seveda proti, pa ne samo Grimsa, ampak tudi malo bolj splošno v bistvu javno mnenje, kar se je tudi zaznalo v merjenju javnega mnenja, pa to nisem jaz delala, ampak sem povzela potem Toša, in sicer, kjer so zaznali, da je pravzaprav v času begunske krize ni bilo več tega sočutja do drugega, ki je pač na tak ali drugačen način marginaliziran. In jaz sem potem pogledala izjave takratnega premierja Cerarja, kako so se v roku 2 let, kako se je krepil ta varnostni diskurs, sekuritizacijski, čeprav je hkrati vedno poudarjal, da moramo biti humanitarni in tako naprej, ampak hkrati je vedno v podtonu še zraven dodal, da je treba tudi skrbeti za varnost in seveda potem ograja in tako naprej. In sem pogledala še javno mnenjske raziskave, kako se je dejansko v roku pol leta spremenil ta odnos do migrantov. Najprej so večino ljudi je podpiralo, da se jim pomaga in da se jih spusti naprej, in tako naprej so bili proti
kakšnim resnejšim varnostnim ukrepom proti ograji, potem se je pa to spremenilo v roku parih mesecev. Ne? In to je nekako sovpadalo tudi z Cerarjevim diskurzom javnim. Ne? Tako da, ja, v bistvu poskušam pogledati čas gospodarske krize in potem begunske krize, imenujem čas deglobalizacije, čeprav seveda globalizacijski procesi še vedno potekajo, ampak dejansko se pojavljajo potem procesi, ki so antiglobalizacijski, bi lahko rekli, pa populistični diskurs narašča, nacionalistični diskurs prav tako in na kakšen način je potem slovenska identiteta se spreminjala. No? In to je potem, Ana se že v svojem tekstu ukvarja z določenimi manjšinskimi identitetami, saj v smislu odnosa do njih. V drugem delu knjige se pa potem avtorji in avtorice ukvarjamo specifično z različnimi manjšinskimi identitetami v slovenskem prostoru. Tjaša Učakar se je zabavala, ali pa morda tudi ne, ko je prebirala parlamentarne razprave na temo izbrisanih. Zdaj, in tujcev. Izbrisani so tema, ki je bila že zanimivo, ne? Zelo dolgo časa utišana, potem pa se mi zdi, da v neki točki je bila zelo izpostavljena in na najrazličnejše načine analizirana in preučena. Kaj pa, bojim se sicer vprašati, ampak kaj pa se pokaže, če pogledaš parlamentarne razprave na to temo? Ja, glede na dozdajšnje razprave ugotavljam, da je tudi Branko Grims ena rdeča nit naše knjige, ko ga vedno lahko k njemu pridemo. Ja, torej jaz sem v svojem prispevku analizirala dve luknji v slovenski demokraciji. Kot luknji mislim pač neke točke, kjer demokracija zmanjka, kjer nastopijo neke prakse, ki so diametralno nasprotne demokratični ureditvi, vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic. Prva taka velika luknja je izbris, ki se je zgodil ob slovenski osamosvojitvi. Druga pa se je zgodila leta 2016 oziroma 2017 s sprejemom novele zakona o tujcih, ki je odkrito kršil pač slovensko ureditev ustavno in mnoge mednarodnopravne določila in zakone. In zanimivo mi je bilo, da sta obe te luknji povezani z zakonom o tujcih. Zato sem se odločila primerjati na nek način, ne direktno, ampak pač vzeti ta dva primera in analizirati prek političnih diskurzov, ki so tem dvem dogodkom tlakovali pot, da bi našla kakšne razlike oziroma podobnosti v diskurzih, ki vodijo v sprejemanje zakonodaje, ki krši človekove pravice. Zdaj, če gremo na prvi primer izbrisane, kot je že Roman rekel, je bila pač o izbrisanih, je bil prevladujoč diskurs v prvih 10 letih po izbrisu molk oziroma neko javno zanikanje tega dejstva, da se je to zgodilo. Potem po 10 letih je nekako diskurs o izbrisanih prišel v javnost in prevladoval je odkrito sovražen diskurs. Osebe, ki so bile izbrisane, so bile izključno označene, kot da so pač izključno same odgovorne za vse, kar se jim je zgodilo. Šlo naj bi za neke nasprotnike slovenske osamosvojitve, zaradi česar naj bi doletela kazen, ki je bil izbris. Tudi beseda, samo ime izbrisani ne bi bila zgolj politična izmišljotina. Tukaj je bil Branko Grims najbolj aktiven v tem zagovarjanju in nagovarjanju te skupine ljudi kot tako imenovani izbrisani, s čimer pač poskuša relativizirati dejstvo izbrisa. Trdili so, da so bili izbrisani agresorji na slovensko državo, prevaranti, špekulanti, ki naj bi pač se poskušali na nek način okoristiti
osvajanjem Slovenije. Diskurs je šel v smer, da je šlo zgolj za prenos med evidencami in da država v resnici ni storila nič narobe, sploh pa ne nič naklepno tacga, kar bi vodilo v nek suspens oziroma kršitev človekovih pravic. In izbrisanim se je očitala pač preračunljivost in nevera v samostojno Slovenijo. Seveda te diskurzi niso bili edini diskurzi o izbrisanih, ki so se pojavljali. Pač tekom let in tekom raziskovanja in debat so se začeli krepiti tudi diskurzi, ki so pač označevali izbris kot kršitev človekovih pravic in so se zadeve potem začele reševati tudi na sodiščih in tako naprej. Ampak ta argumentacija, ki je prevladovala, sploh v prvih 10-20 letih, je prispevala k temu, da se je izbris lahko zgodil, je bila osnovana na strahu pred ogroženostjo države, ki naj bi jo predstavljali tisti, ki pač ob njeni osamosvojitvi niso postali del novo oblikovanega državljanskega telesa. Drugič je zakon o tujcih prišel v ospredje zanimanja, kot sem rekla, v letu 2016 kot posledica pač povečane migracije z Bližnjega vzhoda, tako imenovane migrantske krize, kot se je v javnosti poimenovalo. In v 2017, ko je na to parlament sprejel novelo zakona o tujcih, ki, kot sta dokazovali Saša Zagorc in Neža Kogovšek Šalamon, temeljito odstopa od načel slovenske ustave in nekaterih ključnih mednarodnopravnih zavez z področja varovanja človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in konvencije o otrokovih pravicah. Kljub tem kršitvam je bila novela zakona v slovenskem parlamentu sprejeta. In mene je zanimalo, katere so bile glavne tematske niti in kateri diskurzivni elementi v tej parlamentarni razpravi, ki so tlakovali pot sprejemu protiustavnega zakona v pravni in demokratični državi. Čist na hiter. Se pravi, v razpravi, ki je spremljala sprejem novele, so bile te kršitve upravičene z zagotavljanjem neke notranje varnosti, celo človekovih pravic lastnih državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev Slovenije, včasih celo predstavljene kot humanitarni ukrep, ki naj bi preprečil, da bi v primeru krize odpovedali vsi državni sistemi, tudi azilni, ki šele lahko pač zagotavlja pravice tistim, ki naj bi jim pač pomagali v krizi. Sprejem take novele, čeprav pač krši neke norme, ne bi bil zato v interesu vseh vpletenih, tako nas, državljank in državljanov, kot tudi migrantov, beguncev in azilantov. In čeprav se odmika pač od nekih vrednot človekovih pravic in humanosti, ne bi bila ta novela potrebna prav zaradi zagotavljanja varnosti vsem. Se pravi, argumentacija, prevladujoča argumentacija te parlamentarne razprave je šla nekako tako, da pač obstaja neka grožnja, kljub temu, da so nekateri izpostavljali, da zato ni nobenih številčnih podatkov oziroma dokazov, ki bi pač to podkrepili, ampak vseeno, pač obstaja neka grožnja, nekaj se lahko zgodi v prihodnosti, zato je treba zdaj sprejeti nek preventivni zakon, ki čeprav niža standarde človekovih pravic, je v končni fazi v interesu vseh, ker bo šele lahko zagotovil varno okolje, v katerem bomo pa tistim, ki pa res bodo potrebovali pomoč, šele lahko pomagali. Zdaj, za razliko od leta 1991 in izbrisa, se tujcem v teh razpravah ne očita več neka odkrita sovražnost, ampak so te ukrepi, ki sicer predvidevajo nek suspens človekovih pravic, tlakovani s najboljšimi nameni pa zagotavljanja varnosti in v končni fazi pravic vseh. Primarno sicer za lastne državljane, ampak zaradi zagotavljanja varnosti nekega normalnega delovanja institucij, naj bi šele taki pogoji zagotavljali tudi pravice migrantov, beguncev in azilantov, ki
so v bistvu naj bi pristali na to nižanje pravic za to, da jim bojo enkrat lahko zagotovljene. Zdaj, čeprav se pač ta sovražnost ne pojavlja več odkrito, še vedno ostaja v centru razprav pač ta neka ločnica med nami in njimi. In ključno se mi zdi pač opozarjati na usiljenost te izbire med našimi in njihovimi pravici, ki pač v končni fazi vodi v nižanje demokratičnih standardov za vse. Hvala, Tjaša. Dobri nameni tlakujejo pot v pekel, ali tako, ne? Tako da mogoče bi se tudi iz tega lahko kaj naučili. Naslednje besedilo v knjigi je besedilo Milice Antić-Gaber in mene. Midva se ves čas vsak ločeno ukvarjava z vprašanjem pravic povezanih ali pa skozi optiko spola na eni strani, jaz z vprašanjem LGBT manjšine. Tokrat sva prvič nekako združila te dve zgodbi in ugotovila, da je seveda v marsičem ta zgodovinska geneza prizadevanj za ene in druge pravice podobna. Prizadevanja za pravice žensk seveda zgodovinsko predhodijo prizadevanjem za pravice LGBT skupnosti, ampak prav ta prizadevanja v marsičem, torej prizadevanja za spolno enakost v marsičem odpirajo vrata, če jih gledamo skozi neko zgodovinsko dimenzijo, LGBT pravicam. Feministična gibanja so tudi prva, ki pravzaprav zelo jasno in glasno o tem spregovorijo, ko je LGBT manjšina mogoče še utišana ali pa toliko stigmatizirana, da sama ne govori o tem. Tako da prvi del besedila je neka zgodovinska geneza bojev za te pravice, v drugem delu se pa ukvarjava z nečem, kar je pravzaprav danes skupni oponent vsem tem že pridobljenim pravicam ali pa mogoče še nekaterim temam, ki jih je potrebno nasloviti, in pri tem imamo v mislih predvsem tako imenovano neokonzervativno gibanje, ki se združuje okrog popolno izmišljenega koncepta, ampak očitno zelo populistično učinkovitega, in to je koncept teorije spola. Ta teorija spola, da ne grem v podrobnosti, ima neko dolgo zgodovino, ni specifično slovenska, je pa zanimivo, kako je teorija spola kot nek označevalec v javnem diskurzu postal nek prostor, ki bi mu v knjigi mu rečeva prazni označevalec. To ne pomeni, da je prazen glede vsebine, ampak da lahko van damo najrazličnejše, tudi izključujoče se vsebinske poudarke. Zaradi tega, ker teorija spola enkrat pomeni istospolne poroke, drugič pomeni reproduktivne pravice žensk, tretjič pomeni brainwashing otrok s seksualno vzgojo v šolah, četrtič pomeni omejitev svobode govora in prevpraševanje demokracije kot koncepta in tako naprej in tako naprej. Skratka, zelo tak multikoncept, ki pa je zanimivo, ima zelo močno mobilizacijsko moč. Vsa ta gibanja za otroke gre v Sloveniji, pa Manif pour tous v Franciji, pa podobno v Italiji, pa na Hrvaškem, na Poljskem in drugod, se združujejo okrog te ideje teorije spola. Zanimivo je, da zgodovinsko izhaja ta razprava sicer iz religioznih vatikanskih krogov, ampak danes je ta povezava z verskimi institucijami samo ena od povezav s teorijo spola, ampak ta teorija spola je zdaj odprla neko platformo, neko polje možnosti političnega delovanja še za številne druge akterje, ki nimajo nobenih povezav z verskimi ali pa podobnimi institucijami, ampak so v uspešnosti tega gibanja pač našle neko platformo, kjer lahko naslavljajo svoje ideje, ki se v enem delu lahko prekrivajo, v določenih delih pa lahko te popolnoma ne prekrivajo s temi temami. Recimo, papež je zelo jasno izražal neko empatijo v odnosu do begunske krize in do migrantov. Po drugi strani je del tega gibanja teorije spola zelo
begunska retorika strani kakšnih nacionalističnih akterjev in organizacij. Skratka, s tem se nekako ukvarjava v zadnjem delu besedila in pokaževa, kako je to gibanje, ki ga opredeliva kot neokonzervativno, nekaj, kar sicer mogoče na prvi pogled se zdi kot kontinuiteta starih opozicij proti človekovim pravicam na teh področjih, ampak po drugi strani pa poudarjava, da bi zgrešili marsikaj, če bi menili, da gre samo za neke stare oblike opozicije, ampak tukaj gre za popolnoma nove pristope, nove načine delovanja, v marsičem pravzaprav zanimivo copy-paste delovanj feminističnih LGBT in podobnih organizacij, ker se tudi te skupine sklicujejo na človekove pravice, tudi te skupine organizirajo javne proteste, ki so, če vam ne bi povedal, da gre za njihov protest, bi lahko rekla, pa to je parada ponosa, ker je vse živahno, barvno, Pet Shop Boys igrajo in tako naprej. Res je to bilo v Franciji. Celo pesem Go West, ki je taka gejovska anthem, kako se to reče, himna, so jo prevedeli v francoščino z neko drugo vsebino in tako naprej. To preoblikovanje nekih idej ali pa dajanje nekih novih pomenov besedam, ki imajo sicer že drugačen pomen, je taka zelo zanimiva in učinkovita očitno značilnost teh neokonzervativnih gibanj v odnosu do LGBT pravic in enakosti spolov. Ne bi več o tem govoril, da ne zasedem preveč prostora in časa. Naslednja v knjigi je Anja Zalta, ki se ukvarja z verskimi manjšinami oziroma specifično z islamsko skupnostjo v Sloveniji, z vprašanji možnosti koeksistence in te krize, ki smo jih zdaj že večkrat omenili, so verjetno zelo prevprašali in pretresli to možnost koeksistence. Ja, hvala lepa na vprašanje, seveda lepo zdrav tudi z moje strani. Zdaj, seveda, zdi se mi, da se že kar celo dobro desetletje ukvarjam s vprašanjem islama, islamske identitete muslimanov. Ko že želim na nek način zapustiti ta teritorij, sem vedno znova potegnjena nazaj v ta divji ples, zaradi seveda politične situacije in se mi zdi seveda, da moram iskati odgovore in svetiti še naprej v to področje. Vemo, konec 2015, začetek 2016, tako imenovana begunska kriza, ki ponovno odpre, tudi v političnem prostoru, seveda za nabiranje političnih točk določen islamofobni diskurs in zato se mi seveda zdi pomembno, da tudi za svojim delom nekje opozarjam na vprašanje, torej koliko dejansko poznamo sploh tematiko, vprašanje islama, odnos islam-država, odnos tudi samo vprašanje, rečemo, evropske družbe, karkoli pač to pomeni, in vprašanje sekularizacije, ki jo v veliki meri, ko beremo forume, ko torej poslušamo razprave, nekje povezujejo z vprašanjem torej islama kot tiste religije, ki je nekompatibilna z evropskimi sekularizacijskimi procesi in se zato ne more na nek način dovolj dobro vklopiti v evropsko družbo. In seveda moj namen skozi to svoje delo je bil večplasten. V prvem delu, skratka, skušam razložiti seveda pomen sekularizacijskih procesov, zakaj so pomembni strani tudi religijskega vprašanja, zakaj se sekularizacija morala zgoditi v evropskem prostoru, zakaj je nujna tudi zato, da ta evropski prostor nekje zadiha v možnost, torej v neko pluralno možnost različnih religijskih opcij. Hkrati pa seveda želim pokazati, da ravno to nepoznavanje heterogenosti islamskih, torej ločin, tradicij, načinov življenj, interpretacij, tudi različnih odpravnih sistemov znotraj muslimanskih skupnosti do različnih pristopov k, rečemo, tudi evropskim normativom, nam seveda onemogočijo razumeti, da tudi znotraj muslimanskega sveta in evropskih muslimanskih skupnosti in seveda tudi slovenskih posledično potekajo procesi. Mi vedno gledamo od zunaj na islam in islamsko skupnost kot na nek monolitni blok in potem vedno diskutiramo mi proti, se
pravi evropska družba proti islamu. Ne? Hkrati pa ne prepoznavamo torej teh dinamik, ki se odvijajo znotraj samih muslimanskih skupnosti. In to je stvar, ki sem jo seveda želela raziskati, kaj se dogaja v Sloveniji. Ne? V Sloveniji vendarle nimamo samo ene muslimanske skupnosti, imamo 2 registrirani skupnosti, ki sta nastali zaradi nekega specifičnega konflikta, ne? In seveda sem želela raziskati ta konflikt. Ne? Hkrati obstaja tudi Društvo za promocijo islamske kulture, ki ima spet neke svoje smernice, ki bi lahko rekli, da so, zdaj bom dala v navednice, ne, bolj radikalne od tega, kar promovirajo torej, islamske skupnosti. In skratka, želela sem te dinamike, kaj se dogaja znotraj samih torej, dinamike, ki se odvijajo med muslimanskimi skupnostmi v Sloveniji, raziskati in pogledati, seveda, kje tiči to jedro spora med njimi. Ne? In ključno seveda je ugotovitve, ki boste prebrali v knjigi, seveda, je, da seveda izpeljujem najprej iz torej, ideje o tako imenovanem evropskem islamu ali euroislamu, ki ga predstavita 2 torej, filozofa, evropska, muslimanska filozofa, če lahko tako rečem, to sta Bassam Tibi in Tariq Ramadan, ko dejansko upeljeta koncept euroislama kot torej, opozorita torej, na to evropsko dojemanje islama, ki je tudi posledica vseh teh poskusov ali ne, integracijskih procesov muslimanov v evropsko družbo, ki, torej euroislam, ki ga zaznamuje kulturna modernost, kot pravi Tibi, prepoznavanje pluralizma v civilni družbi, toleranca do drugih religij, skratka, nek sekularizem, zavrnitev šarije, kar je izredno pomembno, ne? Šarija kot islamska zakonodaja, ki jo nekatere, seveda, velikokrat, ko naletimo na kritike islamske družbe, se vedno znova predstavi, ne, da želijo muslimani upeljati šarijo in podobno. Ne? In tu zelo jasno, torej v euroislamu se pokaže in predstavi, da šarija nima dejansko v evropskem prostoru svojega mesta, zato ker seveda poveča razdaljo do drugih nemuslimanov. Ne? In zdaj seveda zanimalo me je, kako torej, rekla, slovenski muslimani dojemajo to vrstne tudi interpretacije, ki jih predstavita ta 2 evropska misleca. Hkrati sem pa seveda poleg torej, upravljenih pogovorov z predstavniki islamskih skupnosti analizirala tudi filozofske in pravne spise vplivnih bosanskih mislecev, profesorja Kariča, Karčiča in Siladžiča, njihove tekste, zakaj? Zato, ker so izrednega pomena za sam torej, miselni proces, v katerem rečemo, delujejo islamske skupnosti v Sloveniji, ki so seveda močno vezane na Bosno in Hercegovino. Ne? In zato je ključno seveda, da razumemo, ne, kje se napajajo torej, njihove misli in kam gredo in kje so torej, tiste skupne stične točke in kjer se seveda tudi razhajajo. Tako da v samem besedilu boste lahko prepoznali, torej, oziroma prebrali značilnosti bosanskega islama, ne, kot neke kulturno, sociokulturno, politične, zgodovinske specifike, ne, in vplive tudi na samo slovensko islamsko skupnost, pa potem seveda tudi na kritike v smislu, ne, predvsem seveda druge slovenske muslimanske skupnosti, ki je nastala kot kritika torej islamske skupnosti, da je preveč vezana na Bosno, tako administrativno kot tudi ideološko in da seveda potrebuje Slovenija bom rekla, neko svojo linijo. Tako da v ključni fazi, če rečem, samo besedilo torej odpira dva pomembna pogleda, vsaj v tem smislu, kako dinamika poteka, ne, torej kaj poteka znotraj evropskih muslimanskih skupnosti in tega koncepta euroislama in kaj se dogaja med samimi slovenskimi muslimanskimi skupnostmi. Mi tega pogleda, spravi teh pogledov dejansko, ne bom rekla, da nimamo, seveda so neki poskusi, ampak zdelo se mi je pomembno, da to eksplicitno poudarim. Ne. In to sem, upam, tudi naredila. Ne. Seveda pa kličejo še druga vprašanja, samo mogoče s tem stavkom, da še zaključim, ne, verske skupnosti, seveda vprašanje religije v slovenskem prostoru in tudi v evropskem vprašanje redefinicije religije, religija in javna sfera, ne, vse to seveda, bom rekla, odpirajo prav, torej,
ta vprašanja skozi muslimansko participacijo, ne, tudi v javnem političnem prostoru, seveda na nek način dražijo Evropo, da ponovno razmisli, ne, kaj pravzaprav pomeni sekularizacija ali v nekih državah celo sekularizem, kot v Franciji, ne, ker vemo, da seveda imajo velike konflikte, ne, z večinskimi, bom rekla, religijami tistega prostora. Hvala. Ko govorimo o identitetah, je vprašanje medijskih reprezentacij identitete, še posebej manjšinskih identitet, eno od osrednjih in vprašanj, in mislim, da je to tudi ena od tem, s katero se študentke in študenti zelo radi ukvarjate. Vprašanje medijskih reprezentacij je seveda pomembno ne samo zaradi tega, ker nam na nek način te reprezentacije odpirajo prostor in v pogled v neko določeno skupino ali pa neko določeno manjšino, do katere mogoče sami nimamo nekih fizičnih ali pa drugačnih izkušenj. Po drugi strani pa seveda te medijske reprezentacije tudi sugerirajo določene odgovore na aktualna politična vprašanja. Seveda se med reprezentacijo in našo percepcijo zgodi ta interpretacija. Ne želim reči, ne, da se medijske reprezentacije usedejo v naše glave brez nekega filtra, ampak torej nespremljanje in analiza teh medijskih reprezentacij je zato zagotovo pomembna. In s tem vprašanjem se v svojem besedilu ukvarja kolega Jože Vogrinc, ki je mogoče najbolj prefrigano pristopil k tej tematiki, ker je vzel neko analizo medijskih reprezentacij urednika te knjige, ga najprej malo pohvalil, potem pa raztrgal. In na ta način pokazal, se mi zdi, da zelo na mestu, na metodološke in epistemološke probleme pri raziskovanju medijskih reprezentacij. Tako da, kje smo za problemi? Hvala za besedo. Ja, jaz sem res napravil to, kar je Roman rekel, ne, se pravi, olajšal sem si delo, rekel na ta način, da sem se uprl na raziskave, ki so že narejene, ne, in se na nje tudi uprl, ki so že pokazali, kakšne so bile medijske reprezentacije manjšin. Tukaj je šlo za manjšine v Sloveniji in sicer za manjšine, ki so po svojem, bi rekel, socialnem profilu med sabo dosta raznorodne, ne? Na eni strani muslimani, na drugi strani LGBT skupnost, na tretji pa so bili Romi. Ne? Moja skrb je bila pravzaprav opozoriti na to, da mediji vnašajo v diskurze družbene neko lastno dinamiko in logiko, ki je ni mogoče reducirati zgolj na, bi rekel, neko prevladujoče družbeno pozitivno ali pa negativno ali pa neutralno mnenje o manjšini. In tukaj zaradi tega je poudarek moj epistemološki pravzaprav na tem, da obstaja nevarnost, da se pri, recimo temu, politični aplikaciji humanističnih in družboslovnih spoznanj, ko gre za družbene manjšine, pravzaprav omejimo na to, da postavljamo nekakšne normativne zahteve, kako je treba obravnavati druge, se pravi, še bolj poenostavljeno rečeno, katere besede je primerno uporabljati, katere ne. Moja analiza poskuša pokazati, da to še daleč ni dovolj, zaradi tega, ker rutine medijev pravzaprav a priori postavljajo določene pristope v ospredje na tak način, da ti na različne načine zadenejo različne družbene manjšine. In lahko v nekem trenutku recimo jim pomagajo, jim omogočijo, da pridejo do besede, v drugih trenutkih jim lahko pravzaprav zaprejo usta. Osredotočil sem se na to, da sem tukaj pravzaprav se ukvarjal z javnimi mediji in to v preteklem času, od približno recimo po osamosvojitvenega obdobja pa do recimo pred nekaj leti, zaradi tega, ker se je v tem času interpretativni okvir javnih medijev močno spremenil. Javni mediji so
recimo temu na koncu socialističnega obdobja pravzaprav čutili zelo močno težnjo po tem, da bi vzpostavljali neko, bom rekel, skupnost, kjer lahko vsi načeloma pridejo do besede in se pogovarjajo, če lahko tako rečem. Pri tem se pa seveda pokaže, če smo pazljivi, da rutine samega novinarskega dela privilegirajo tiste pozicije in takšen način razumevanja, ki je skladen z tem, čemer bi rekel, okvir konsenza znotraj recimo parlamentarnih strank, poenostavljeno povedano. In tak okvir je postavljal recimo v določenem trenutku, naprimer to, da samo ilustriram, v relativno ugodni položaj, zaradi novih družbenih gibanj, zaradi težnje po tem, da se država legitimira kot demokratična, naprimer geje. Medtem, ko je postavljal pravzaprav Rome v neko pozicijo, ko so dobili načelno pravico do tega, da so reprezentirani v družbi, bi so priznani kot manjšina, hkrati jim pa niso dali v roke popolnoma nobenega orožja za to, da bi lahko artikulirali svoje stališče. S komercializacijo medijev se pa pravzaprav cela zadeva močno spremeni, zaradi tega, ker preprosto se državljanov več ne obravnava kot državljane, ampak kot potrošnike. Moja koncentracija na javne medije izhaja iz tega prepričanja, da so vendarle bili javni mediji in mediji, ki se ukvarjajo, ki naslavljajo ljudi kot državljane, se pravi tudi, bi rekel, formalno-pravno zasebni mediji, ki pa so informativni, kot recimo informativni časopisi, da imajo vendarle, bi rekel, deklarirano in po svojih poklicnih ideologijah tudi normativno obveznost, da pravzaprav skupnosti pomagajo, da bi rekel, funkcionira demokratično, če lahko tako rečem. In zaradi tega imajo vendarle to moč, da legitimirajo ravnanje oblasti, če lahko tako rečem. Se pravi, kljub temu, da danes lahko recimo več ljudi morda spremlja družabna omrežja ali pa komercialne medije, je moč javnih medijev še vedno temeljna v tem smislu, da imajo bistveno vpliv na to, kakšne vrste govorjenja, kateri diskurs bo veljal kot legitimni. Če bi, tako bom rekel, kakšni so drugi sklepi, to morate pa, če zadevo prebrati, da boste videli. Jaz bi upozoril samo na dve malenkosti še. S kolegom Rokom Smrdeljem raziskujeva načine, kako je televizija recimo poročala o beguncih, begunski krizi. Tu se dopolnjujemo s tem, kar so kolegi že ugotovili. Od jeseni 2015 do spomladi 2016 se ta diskurs popolnoma spremeni, se zapre, postane varnostni diskurs docela. Spet gre za to, ukvarjali smo se s televizijo zaradi tega, ker samimi tehnologijami poročanja omogoča, da se vzame beguncem oziroma migrantom beseda, da se jih preprosto ne priznava kot družbenega subjekta. Ne da se jim besede, ne bo preprosto povedano. Reducira se jih na objekt poročanja. Zadnje, kar bi želel povedati, je pa tole. Mislim, da bi danes v resnici morali raziskovati pa nekaj povsem drugega, ko gre za medije in sicer družabna omrežja. Zaradi tega, ker so družabna omrežja s svojim privilegiranjem strahov in stereotipov popolnoma spremenila to sceno, kako se družbene manjšine obravnava. In tukaj nisem zelo optimist. Mislim, da ta popolna prevlada državnih medijev tudi, naprimer, geje postavlja v bistveno slabšo situacijo, kot je bila pa v času, ko so javni mediji vsaj na normativni ravni še imeli neko, moč določanja tega, kaj je prav, kaj pa ni. Hvala. Te mediji, družabni mediji v bistvu
so pomembno mobilizacijsko gonilo tudi tistih neokonzervativnih gibanj, o katerih sem prej govoril. Še en tekst je v knjigi, ki bo dodatno pokazal, kako heterogena je ta knjiga pravzaprav in s kako različnimi temami se in na različne načine se pravzaprav v tej naši programski skupini ukvarjamo, še vedno pa sicer z identitetami. In to je besedilo Ane Vogrinčič-Čepič in Polone Petek. Polona je z nami. Oni dve se ukvarjata pa z romanom in kasneje filmom Čefurji Raus. Z osnovnim vprašanjem, kakšne so možnosti izpovedovanja večkulturnih identitet. Zdaj, Polona, verjetno se boš ti bolj fokusirala na film, ker je bil to tvoj del te zgodbe, ampak Čefurji Raus je recimo eno tako besedilo, najprej literarno in potem filmsko, ki se ukvarja z manjšinsko identiteto, ampak pač na neki drugi govorici, literarni in filmski. Kaj vas se tam dogaja? Lepo pozdravljeni v mojem seveda in tudi Aninem imenu, Ana se nam danes žal ni mogla pridružiti. Bom v bistvu najprej se navezala na Jožeta in rekla, da v nasprotju z njegovim ne tako zelo optimističnim pogledom sva zano nekako poskušali pa priti do mogoče ene malo bolj pozitivne note v sklepnih ugotovitvah najnega članka, ki se torej ukvarja pravzaprav ne samo z fenomenom Čefurja Raus, fenomenom, ki je tako literarni kot tudi filmski fenomen, ampak pravzaprav nekako tudi s kontekstom, kamor to besedilo in film sodita v literarnem in v filmskem kontekstu. Zakaj pravim, da smo poskušali priti do nekega bolj optimističnega zaključka? Bom citirala nekoga, ki ga v članku v bistvu sploh ne citiram in zdaj že zahajam v bolj filmske vode. Filmski ustvarjalec in zgodovinar Mark Cousins pravi, da je film marsikaj. Predvsem je pa mašina, pa ne samo v tistem tehnološkem smislu, na kar verjetno takoj pomislimo, ko rečemo film, filmska industrija, ampak tudi ene druge vrste mašina. Mašina za vzbujanje empatije. Mašina, ki nam omogoča vpogled v zgodbe, ki so nam mogoče oddaljene, na nek način marginalizirane, na nek način potisnjene ob rob iz takšnih ali pa drugačnih razlogov. Film pa ima to moč, ne samo, da nam te zgodbe pokaže, ampak da nam tudi, če smo le, kolikor toliko odprti, nekako ponudi tudi vpogled v psihološko, čustveno sliko in stanja ljudi, ki pa te zgodbe doživljajo. In Čefurji Raus so primer romana, ki je nastal na osnovi nerealiziranega scenarija in potem postal scenarij za film, ki recimo nam odpira oči, nam omogoča vpogled v problematiko potomcev, priseljencev, delavcev, ljudi iz drugih republik Jugoslavije, ki so torej ostali na območju Slovenije in še vedno, tudi v obdobju, v nedavnem obdobju, jih doživljamo na nek naglašen način, kot neke naglašene, nekako markirane identitete. Zdaj, na prvi pogled se mogoče zdi čudno, če napovedujem, da smo prišli do pozitivnega zaključka v najini analizi Čefurjev Raus, zaradi tega, ker zgodba pravzaprav ni posebno optimistična, oziroma njen zaključek ni posebno optimističen. Ampak z Ano smo poskusili v bistvu analizirati ne toliko besedila oziroma film, njunih vsebin, razlik med njima, izraznih sredstev in tako naprej, ampak smo dali precej poudarka tudi recepciji enega in drugega in v bistvu ugotovile, da si avtor tega besedila in tega filma in avtorji sorodnih literarnih in filmskih tekstov pravzaprav v glavnem zamišljajo probleme identitete, probleme večnacionalne identitete v sodobni Sloveniji na tragičen način, na bolj ali manj tragičen način, na način scenarijev, ki imajo neoptimistične razplete.
Kar pa daje celi tej zgodbi en mogoče bolj optimističen prizvok, je pa dejstvo, da večino od teh zgodb pripovedujejo ljudje, ki so sami pravzaprav prišli iz takšnega konteksta. To so pogosto avtobiografska dela, oziroma vsaj deloma avtobiografsko navdihnjena dela, ki nam jih pa pripovedujejo in prikazujejo ljudje, katerih usoda pa je drugačna, pa je nekako uspešna, primer bolj ali manj uspešne integracije, primer nekoga, ki je tukaj zaživel, ne da bi se mu bilo treba zaradi tega odreči tistemu delu svoje identitete, ki ni od tukaj, in v tem smislu torej nekako si ne samo zamišljajo neko možnost takšne identitete tukaj, ampak jo v nekem srečnejšem, pozitivnejšem scenariju dejansko že udejanjajo, dejansko že živijo. Hvala, Polona. V bistvu si s tem zadnjim podarkom in na nek način ukradla tisto, kar sem sam hotel zaključiti, ker tudi v zaključku tega dela citiram ta vajino ugotovitev, da ta pozitivna recepcija pomeni, da tovrstnega zamišljanja vendarle ni nemogoče tudi udejaniti in živeti. Dodal sem ne samo v fikciji, ampak tudi v realnosti vsakdanjega življenja. Tako da, evo, knjigo končujemo na pozitivno, on a positive note, kako bi se to, na pozitiven način, recimo temu tako. To pa seveda ne pomeni, da nismo kritični in da ne opozarjamo na številne, zdaj bom rekel, stjašo luknje v tej naši demokraciji in družbi kot taki. 1:10 smo bili dolgi, mogoče imamo še 5 minut, če je kakšno vprašanje. Ali smo bolj na točki, končajte. Če ni vprašanja, potem bi jaz samo eno stvar vprašal, pa naj odgovori tisti, ki želi. Ko sem... Ko smo zaključevali tole knjigo, ki kot vidite je res heterogena in se na nek način naslavlja zelo različnih tematik in je prerez našega dela po eni strani, po drugi strani pa bi mogoče lahko rekli, da je to tudi neka zgodovina našega časa v zadnjem obdobju. Se mi je zdelo, da smo avtorji in avtorice teh zapisov vsi na nek način tisto, čemu je Gramsci rekel, organski intelektualci, torej nekdo, ki ne sedi samo v pisarni in analizira in piše, ampak gre tudi na cesto in aktivno, v smislu aktivnega državljanstva, deluje za bolj vključujočo družbo. In tukaj je moje zadnje vprašanje. Po vsem tem, kar naše analize kažejo in vaše delo, kakšna je vloga družboslovcev in humanistov v tem času fake news, populizma, neokonzervativnih gibanj, novih nacionalizmov in kar je še takih lušnih stvari. Anyone? Jože, ti si najstarejši, najbolj moder. Ne, se gotovo, da si postavil pravo vprašanje in v bistvu je na načelni ravni je na njega strašno tako odgovoriti. Moramo naprej delati to, kar delamo. Ne? Če pa poskušamo biti konkretni, kaj natančno moramo v tem trenutku napraviti, ne, katera recimo je tisto, recimo temu krizno vprašanje ali pa krizni problem, ne, je pa zadeva veliko težja. Vendarle se mi zdi, da je povezano s tem, kar se je meni zdelo kot, bi rekel, razlog za pesimizem, čeprav, če izhajam tako, kot sta izhajali videli, bi seveda tudi jaz bil bolj optimist, ne? Ampak, družabno omrežja nam kaže, da se pravzaprav družba silovito spremenila. Da tisto, kar nam grozi, je neka družbena fragmentacija. Ljudje so imajo najbolj trdno mnenje o stvarih, o katerih najmanj vedo. In so najbolj sovražno razpoloženi do ljudi, o katerih nimajo pojma, kako živijo. To, mislim, da je torej problem, ki ni
miselni problem, ampak je realni problem tega, kako bomo lahko kot družba skupaj v prihodnosti živeli. In s tem smo, pri tem vprašanju smo, se pravi, vprašanje torej je, kako artikulirati to, kaj vsi mi raziskujemo in kaj delamo, na tak način, da bo sinergija med našim učiteljskim delom, med našim raziskovalnim delom in med tem, kar počnemo kot organskih intelektualcev. In en korak k temu je verjetno za začetek branje. Dobro propagiram knjigo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam, da ste se odzvali v vabilu in hvala za povabilo.